Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. O storoki stonogi. Nekoč je na vrtu pod bezgovim grmom živela mlada in poskočna stonoga. Res je imela natanko 100 nog, ne para več, ne para manj, kot je po napornem štetju, med katerim se je večkrat zmotila in nekajkrat pošteno razjezila, ugotovila njena najboljša prijateljica Pikapolonica. V zameno je stonoga Pikapolonici preštela pike na plaščku in že po prvem štetju izjavila, da jih je natanko 7. Preštejno še enkrat, ji je rekla Pikapolonica. Kaj bom štela še enkrat, jo je zavrnila stonoga. 7 pik, pa konec. Ampak jaz sem štela tvoje noge 1,5 dni, je potarnala Pikapolonica. Res je priznala prijateljica. No, obrni se, da preštejem znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ne, pa sem te, se je smejala stonoga. 7, rdeč plašček, 7 pik, 2 tipalki in obraz kot kisla kumarica. To si ti. Nehaj, no, se je namrgodila Pikapolonica. Saj ne bom več, je rekla stonoga in se zresnila. Pridi, greva na solato. Nimam časa, je rekla Pikapolonica in gledala na uro. Kam se ti pa mudi? Vsak dan moram 7 ljudem prinesti srečo. Danes sem osrečila šele 2. Travniki so čisto opusteli. Sedla sem na nekega psa in ga poskušala osrečiti, pa se je samo popraskal in sem padla v travo. Povrh vsega bo kmalu dež. Če ne osrečim danes še 5 ljudi, jih bom morala jutri 12 in to je nemogoče. Stonoga je zavzdihnila. Služba je služba. Pikapolonica je odletela. Stonoga je nekaj časa drobencljala po solati in se sama s sabo igrala skrivalnice med listi. Pod drevesom je našla majhno češnjo in z njo igrala nogomet. Potem je postalo strašno dolg čas. Naenkrat se ji je zazdelo, da je imela za današnji dan načrtovan točno določen opravek, pa je nanj pozabila. Napeto je premišljevala. Kaj prijetnega? Zdelo se ji je, da ne. Bolj ko je tuhtala, bolj je bila prepričana, da se ji je iz spomina izmuznila neka neprijetna obveznost. Le kaj bi to lahko bilo? Naenkrat se je domislila. Čiščenje čevljev. Vsaka stonoga ima ogromno čevljev. V trgovini s čevlji za stonoge sploh ne morete dobiti manj kot 100 čevljev naenkrat. V prodajalnah s pohištvom največ prostora zasedajo novi izboljšani modeli omaric za čevlje, v katere gre po 400 obuval. Čisto spodaj ima vsaka omarica 2 ogromna predala za nogavice, kajti teh imajo stonoge še več kot čevljev. Od vseh zoprnih domačih opravil stonoge najbolj sovražijo čiščenje čevljev. Vsaka stonoga ima namreč 50 parov nog in le 1 par rok. Čiščenje je pravi podvig, zanj potrebuješ ogromno krpic in celo vedro kreme za čevlje. Ko so čevlji čisti, je lastnica ponavadi od repa do glave umazana in povsem izčrpana. S poslednjimi močmi si obuje zloščene čevlje in zaveže 100 vezalk, si za silo zdrgne umazanijo z obraza in se nameni k prijateljici. Toda kmalu potem, ko stopi iz hiše, se vlije dež, poti so blatne in čeveljci kmalu popolnoma umazani. Ko se vrne domov, se lahko nemudoma spet loti čiščenja. Verjemite mi, ni lahko biti stonoga.
Toda ker ni imela drugega dela, medtem ko je bila njena pikčasta prijateljica zaposlena z osrečevanjem, se je Stonoga lotila čiščenja. Najprej si je prinesla stol in nanj položila dodatno blazino. Potem je privlekla vedro kreme za čevlje in goro krpic. Odprla je omarico, iz katere se je vsul kup čevljev, in globoko zavzdihnila. Nato je začela čistiti. Ko je očistila 7. čevelj, je pozvonil telefon. Kdo je? Se je oglasila Stonoga. Pikapolonica tu, je zažlobudralo z druge strani. Ne boš verjela, uspelo mi je. 7 osrečenih, eden je celo zadel 6 na lotu. 6, to pa nekaj prida, je zagodrnjala Stonoga. 6 je kar dobro, se je branila prijateljica. Za 7 sem bila malo preveč utrujena, ker je bil zadnji. Morala bi ga videti, skakal je do stropa. Je rekla Stonoga. Kaj si pa tako slabe volje, je zanimalo prijateljico. Čevlje čistim. Razumem, je sočutno rekla Pikapolonica. Te pokličem pozneje. Med čiščenjem 29. čevlja je spet pozvonilo. Ja. Halo, spet jaz? Si že? Ne. Oprosti, bom še počakala. Stonoga je sitno odložila slušalko in čistila naprej. 47, 48. Trin. Pa kaj spet? Dober dan, je rekel ženski glas na drugi strani. Delamo anketo o prostem času. Zanima nas, ali se raje ukvarjate s športom ali hodite v kino. Ne veste, kam s časom? Vpišite se v naš jezikovni tečaj. Stonoga je besno vrgla slušalko nazaj na vilice. 83. Stonoga je vstala, se pretegnila, naredila nekaj plesnih korakov in si skuhala skodelico čaja. Še malo. 95. Telefon. Živjo, Polonca tu. Si končala? Še 5. Samo še 5. Potem se bom pa kar odpravila. Se vidiva čez pol ure. Spotoma grem še v trgovino. Ti kaj prinesem? Stonoga je premišljala. Pravzaprav res, je rekla s precej nesrečnim glasom. Zmanjkalo mi je sukanca. Zakrpati moram 81 nogavic. 81, je osupnila prijateljica. Koliko sukanca pa potrebuješ? Najmanj 3 motke, belega. Ti ubožica, seveda ti ga bom prinesla. Drži se, se kmalu vidiva. Adijo. Stonoga je očistila še zadnjih 5 čevljev. V trenutku, ko je odložila zadnji čevelj, je pri vratih pozvonilo, nato pa še potrkalo in požvižgalo. Vstopila je Pikapolonica z veliko vrečo v roki. Tako, nogica moja draga, tu imaš svoj cvirn in veš kaj? Sklenila sem, da ti bom pomagala. Kaj pa je 81 nogavic za 2 tako pridni delavki, kot sva midve? Stonoga in Pikapolonica sta sedli in začeli krpati nogavičke, pa jima ni šlo nič kaj hitro od rok. Po pravici povedano, jima je šlo grozno počasi. Krpanje se je vleklo kot polž po makadamu. Pri 19. nogavici je Pikapolonica zastokala. Gotovo obstaja kak boljši način. Ja, je sitno rekla Stonoga, če bi imela 100 rok, to bi bila velika sreča. Pikapolonica se je zamislila. Veš kaj, draga moja, ta zamisel sploh ni slaba. Če se ti zdi, da bi te 100 rok osrečilo, ti lahko pomagam, navsezadnje je osrečevanje moj poklic. Stonoga je premišljala. 100 rok. 100 nog in 100 rok. Kaj bi rekle druge stonoge? Ampak čevlji bi bili pa takoj čisti. Ja, res si jih želim. To bi me zelo osrečilo, je rekla čez čas.
Pikapolonica si je pomela roke. Pomisliva, kako bi zadevo izpeljali, je rekla. Pričarati ti jih ne morem, treba bo najti kakšen drug način. Kako si pa dobila 100 nog? Od vedno imam 100 nog, kar zrasle so, je rekla Stonoga. Kako so zrasle? Je zanimalo prijateljico. Je razmišljala Stonoga. Malo sem se napela, zasrbelo me je in potem mi je zrasla noga. Krasno, je bila zadovoljna Pikapolonica. Močno pomisli, malo se napni, jaz pa ti bom prinesla srečo. In začela je plezati na Stonogo. Kam pa ti? Če želim nekoga osrečiti, moram zlesti nanj, je pojasnila prijateljica. Saj me ni toliko skupaj. Moram reči, da si kar posrečeno narejena, marsikdo je veliko bolj gladek. Tako, zdaj pa daj, močno pomisli in jaz te bom osrečila. Stonoga je mislila kot nora in se pri tem mrščila, da je imela obraz čisto zguban. Zgodilo se ni prav nič. Ne moram več, je potožila čez čas. Misli imam utrujene in možgani me bolijo. Daj no, to ni še nič, želeti si je treba kar nekaj časa. Možak, ki je zadel šestico, je igral loto 10 let. 10 let, se je zgrozila Stonoga. V tem času mi bo katera od nog že odpadla. Tudi to ne bi bilo slabo, je neprizadeto rekla Pikapolonica. En čebelj manj. Stonoga je bila ogorčena. Kako pa govoriš? In kaj, če si preveč utrujena, kot pri tistem možaku na lotu, pa mi bo zraslo samo 72 rok? Saj se samo šalim, se je smejala Pikapolonica. Zjutraj si pa ti brila norce iz mene. No, daj, samo še malo. Čutim, da bo delovalo. In ne skrbi, spočita in sveža sem kot pomladni vetrc. Stonoga se je znova grozovito namrščila. Potem jo je na boku zasrbelo in ko se je popraskala, je zadela ob nekaj trdega. Pogledala je in videla, da ji je zrasla 3. roka. 3 roke imam, 3, kaj pa zdaj? Misli še bolj. Stonoga se je napenjala in napenjala, iz njenega telesa je pognala še 1 roka, pa še 1, še 2, še 5, dokler jih na koncu ni bilo natanko 100. Poglej, poglej, je navdušeno vpila Stonoga in zaplesala, da je Pikapolonico odneslo po tleh. 100 rok, 100 nog in 100 rok. Zdaj sem 100 roka, 100 noga, čevlji, mala malica. Zgrabila je 50 čevljev hkrati in jih začela čistiti. Šlo je kot namazano. Ko je končala, se je lotila krpanja nogavic. Tudi to opravilo je bilo v hipu končano. Pikapolonica jo je gledala, veselo vriskala, ploskala in žvižgala. Na koncu si je Stonoga otrla potno čelo. Kako sem lačna! Pikapolonica se je nasmehnila. Tudi na to sem mislila, če imaš 100 rok, gotovo potrebuješ več hrane, kot če imaš samo 2. Zato sem v trgovini kupila. Tu je segla po svoji torbi in iz nje potegnila majhno glavo solate. Tole! Stonoga se je dvomeče zagledala v solato. Tole. Ne skrbi, dovolj bo za obe. Obe! Zdaj se Pikapolonica ni mogla več zadrževati. Začela se je smejati kot nora, zvila se je v 2 gube in se krohotajoč valjala po tleh. Stonoga jo je začudeno gledala. Je med smehom razlagala Pikapolonica. Vedela sem, da se ti bo posrečilo, ampak ko si od začudenja dvignila vseh 100 rok, se mi je skoraj zmešalo. Tako si smešna. Pusti to, je bila nejevoljna Stonoga. Malo se jim moram še privaditi. Raje mi povej, kaj bomo jedli. Tale solata se mi zdi neka majhna. Jedli bova v najboljši vrtni restavraciji, v kateri sem rezervirala mizo za ob 7. In ker je zdaj točno 6:30, je bolje, da se kar odpraviva.
je slovesno odvrnila Polonca. Preden sta odšli skozi vrata, je še dodala: in če boš nazdravljala s 50 desnicami hkrati, mi ne zameri, če se bom malo hihitala. Od tistega dne je bilo stonogi čiščenje čevljev prav zabavno. Prijateljici Pikapolonici pa je v zahvalo vsak teden zloščila vseh 7 pik.